je enako 3 polovice x plus 3 preoblikuj v implicitno in odsekovno obliko. Dajmo se najprej spomniti, kako sploh izgleda implicitna oblika. In sicer takole, a krat x plus y plus c je enako nič. Torej, tole je zgornjo obliko, ki je sicer eksplicitna oblika, moramo preoblikovati v takole. Tukaj je ključ to, da je na desni strani enako nič. Torej, če želimo to doseči pri tej našem primeru, moramo najprej vse, kar je na desni strani, spraviti na levo stran. Pa pogledamo. Torej, y minus 3 polovice, ker ko damo na drugo stran, se spremeni predznak, minus 3 je enako nič. In sedaj smo skoraj že naredili, edino toliko še naredimo, da se tole znebimo ulomka, torej množimo z 2. In z 2 množimo vsak člen, torej dobimo 2y minus 3x in minus 6 je enako nič. In kot vidite, je to že ta oblika, ki jo želimo. Poglejmo še odsekovno obliko, se spomnimo, to je x ulomljeno m plus y ulomljeno n je enako 1. In spet je ključ to, da je na desni strani enako 1. Torej, to rabimo doseči pri naši obliki. Kar pomeni, da bomo vse, kar ni številka na desni strani, spravili na levo stran. Pa naredimo to. Torej, y minus 3 polovice x je enako 3. Ampak sedaj imamo tukaj na desni strani 3, ne pa 1. Kaj zdaj naredimo? Delimo s 3. In dobimo y ulomljeno 3 minus 1 polovica x je enako 1. Če primerjamo zdaj tole in tole, smo skoraj že tam. Na desni strani imamo 1. Mi imamo pa tukaj zamenjen vrstni red, se pravi bomo zamenjali. Bomo bili 1 minus 1 polovica x plus y ulomljeno 3 je enako 1. Pa bomo še malo predrugačili, se pravi najprej bomo imeli na zgori, x bomo zgore pisali in pa tale minus, ki ga imamo, ga bomo dali v imenovalec. Torej bomo imeli x ulomljeno minus 2 plus y ulomljeno 3 je enako 1. In sedaj te dve številki, minus 2 pa 3, lahko uporabimo za to, da narišemo premico zelo